No, naprej. Stročence, sladkor, riž, olje, sol, moka, čičerika, soja, oreščki, to se vse da. A ti že spet rad mikrofon? Moram te prekiniti. Čim manj ali nič čičerike ne uporabljajte. Zato, ker je to okultna rastlina z enega od planetov, ki je zapustil naš solarni sistem, kjer so črne, temne koščejske inteligence. Tako da, če je le možno, se čičerike izogibajte. Prosim lepo. Zaradi energetsko-informacijske strukture, recimo našega telesa, ne? Ker veste, kako to gre, podobno privlači podobno, ne? Soja je za ženske primerna, vendar v določeni, se pravi, mora biti, ne sme biti GSO soja, vsa soja, ki je na tržišču, je GSO, se pravi, morate svojo sojo pridelati. In moški naj se soje izogibajo. Soja nikoli ni služila za prehrano, niti živalim, niti ljudem, ampak je soja rastlina, s katero se čisti zemljo. Poleg konoplje soja najbolj očisti zemljo, tako težkih kovin, strupov in tako naprej. Se pravi, je to obredna rastlina, ki se jo posadi zato, da nase veže vse, kar je strupenega v zemlji, potem se to da v kot parcele in se žge. Lahko jo uporabljate, vendar zelo previdno. Morate vedeti, da en obrok soje vsebuje za 7 tablet kontracepcijskih estrogenov. To morate vedeti, to evo bom dal argumentacijo, da ne bo to zvenelo, češ kaj ta beda govori, ne. Ko je duhovnost postala trend, moda, so se uvedli sojini zrezki, sojino to, sojino ono in tako naprej. Jaz sem imel kar nekaj pacientov, ki so imeli take hormonalne spremembe, moški so imeli piskajoči glas, ne. Zgubljali so potenco in tako naprej, oni so to tretirali v sebi, ne, razlagali kot vrlino, ne, da so oni umirjeni, ne, njih ženska več ne gane, Ja. Zdaj pa dosti teh uslari. Čeprav je pa to res, ne, se vidite, kva se dogaja. Moški s petkam, s kikljcem, pa ne mislim, dobro, okej. Pač sej hudo, če imaš s temi estrogeni probleme. No, prej sem hotela reči, vse te stvari, moko, recimo, če boste na zalogo kupovali, da podaljšate rok uporabe, lahko vse te stvari, se pravi, fižol, okej, čičeriko je rekel, bolj da jo ne omenjam, jaz jo imam ful rada in jaz jo bom jedla, ker imam svoje seme, to je že vse razdevičeno, ali kako bi temu rekel, a ne, to je zdaj pod mojo jurisdikcijo, nima hudič tam kaj zraven delati. Ko pridajo, boš drugače govorila. Kar pridajo, ne, kome jih čakam, so kaj dogajali. V glavnem, lahko tem zadevam povečate rok uporabe tako, da jih vakuumirate. A ne? Tudi klobase, če vzamete na zalogo, suhe, in če jih vakuumirate, iz 2 mesecev, 3 lahko potegnete na leto pa pol. To vam jaz povem iz lastnih izkušenj. A ne? V glavnem, na ta način lahko si tudi podaljšate zalogo, se pravi, da vakuumirate moko, čičeriko, riž, fižol in cukor, da se ne strdi, sol